No, lepo pozdravljeni. Jaz bom pa danes govorila o možnih razlagah, zakaj se sploh pojavlja starizem. In sicer se bom osredotočala in pri tem nanašala že na obstoječe teoretične perspektive, ki se ukvarjajo s tem, in poskušala predstaviti tudi nekatere izmed možnih psiholoških posledic, ki se lahko kažejo pri starejših kot rezultat tovrstne diskriminacije. Zdaj, prvo možno razlago, s katero bi lahko razlagali, zakaj se sploh pojavlja starizem, lahko iščemo v teoriji, ki je sicer bila zelo odmevna, in sicer teorija upravljanja terorja in strahu. Se pravi, ta teorija razlaga starizem na tak način, da funkcijo starizma vidi kot na individualni ravni za obrambno funkcijo našega ega. Zdaj, kaj to pomeni? Človek, ko razmišlja o sebi in o svoji prihodnosti in razmišlja o sebi skozi čas, to pri človeku nekako povzroči neko zavedanje o svoji smrti, kar povzroča anksioznost pred smrtjo. In ravno ta smrt pri ljudeh, ki povzroča ta strah, jih pripelje do tega, da začnejo nekako ignorirati, pojasnjevati, tudi nekako izogibati se te smrti ali tematike o smrti. Ravno starejši pa so tista populacija oziroma tista skupina, ki nas venomer spominjajo na to, da nas čaka neka neizogibna umrljivost. Se pravi, ker se bojimo smrti, se bojimo tudi staranja. V naši raziskavi, kot je omenil Martin, smo s pomočjo anketnega vprašalnika tudi poskušali ugotavljati mnenje Slovencev o starejših v povezavi z dolgoživostnimi tehnologijami in smo ugotovili tudi, da je ta strah pred starostjo pozitivno povezan s starizmom. Se pravi, posamezniki, ki so izrazili, da jih je bolj strah staranja, so bili tudi bolj staristični, hkrati pa so tisti, ki so izražali manj starističnih pogledov, izrazili, da si želijo dlje živeti in da si bolj želijo uporabljati dolgoživostne tehnologije. Se pravi, starizem je lahko za mlade na nek način v funkciji blaženja tega strahu pred smrtnostjo. Ravno zaradi tega, ker to stigmatiziranje in stereotipiziranje starejših pomaga mladim, da ohranijo neko distanco do neke svoje starejše podobe v prihodnosti in na ta način tudi do svoje umrljivosti. Tudi v naši raziskavi se je to pokazalo, da so mlajši anketiranci, stari od 15 do 29 let, izrazili, da se bolj bojijo staranja kot recimo druge starostne skupine. Zdaj, ta strah pred staranjem, ki je pomemben dejavnik starizma, pa lahko razumemo tudi v neki tesni povezavi z narcisistično osebnostjo. O tem narcisizmu je govoril že Lasch leta 1979 in sicer je govoril o tem, da danes prevladuje neka osebnostna struktura ljudi in to je ta narcisistična osebnost. Se pravi, narcisi, za njih je pomembno neko občudovanje strani drugih. To pa pridobijo z neko fizično privlačnostjo, močjo, denarjem in ravno te stvari pa s staranjem začnejo upadati. Se pravi, upada tudi neko občudovanje. In tako lahko v bistvu ta strah pred staranjem kot nek dejavnik starizma povežemo tudi v bistvu s tem kultom jaza. Zdaj, druga možna razlaga je v tem, da smo ljudje diskriminatorni do starejših, v tem, da ljudje nekako sebe v prihodnosti ne gledamo kot na sebe, ampak kot na druge ljudi. Se pravi, tega se velikokrat niti ne zavedamo, ampak na sebe velikokrat gledamo kot na tujca, če gledamo za jaz v prihodnosti. To se velikokrat tudi pokaže recimo z različnimi dejanji. Zdaj, čisto tak značilen primer bi bilo primer kadilca. Kadilci, ki kadijo sedaj, v sedanjosti, si sigurno ne predstavljajo sebe v prihodnosti kot neko osebo z pljučnim rakom. Se pravi, tudi na nevroloških eksperimentih, ki so jih počeli na newyorški univerzi, so ugotovili, da na rezultatih magnetne resonance, da ljudje, ki razmišljajo o sebi ali pa o drugih v prihodnosti, se pravi recimo čez 10 let, da se jim aktivnost v možganih pač izraža podobno. Se pravi, iz tega lahko sklepamo, da naši možgani niso zmožni abstraktno nekako simulirati naš prihodnji jaz, ker zato nimajo podatkov in zato o sebi razmišljamo podobno v prihodnosti, podobno kot o tujcu.
Se pravi, zaradi tega razloga tudi ljudje, ki se bolj poistovetijo s seboj v prihodnosti, se pravi, vidijo neko vizijo sebe v prihodnosti, delajo tudi v sedanjosti manj škodljivih dejanj za svojo prihodnost, kar je zelo povezano tudi s tem, o čem se pogovarjamo o starizmu in o dolgoživostnih tehnologijah. Zdaj, neka druga teorija, ki se bolj nanaša na socialni razvoj, teorija družbenega razvoja, pa starizem lahko razlaga tudi na ta način, da je to že posledica nekih kulturnih vrednot, nekih prepričanj, ki so zakoreninjeni in so navzoči že pri socialnem razvoju otrok. Se pravi, vsi vemo, da socialne interakcije že v zelo zgodnjem otroštvu pomenijo neko glavno vlogo pri razvoju, predvsem pri razvoju spoznavanja. In ravno en izmed prvih dejavnikov tega spoznavanja je zaznavanje drugih ljudi, ki jih zelo hitro otroci začnejo razločevati po starosti. Otroci, mladostniki pa staranje zelo pogosto povezujejo z nekim upadom telesne privlačnosti. Se pravi, interpersonalna perspektiva tudi pravi, da so te stari ljudje velikokrat razvrednoteni ravno zaradi te povezave z upadom telesne privlačnosti. Se pravi, mladi velikokrat gledajo na starejše kot manj privlačne, to pa povzroča nazaj tudi nek negativen halo učinek. Se pravi, ljudi, ki so nam manj privlačni, jim bomo bolj verjetno pripisovali tudi druge negativne osebnostne značilnosti, druge negativne sposobnosti, zmožnosti. Se pravi, to je tudi zelo povezano s tem, kako bi lahko gledali na starizem. Zdaj, še ena razlaga, ki je vredna omembe, je seveda v tem, da je zelo velika vloga množičnih medijev, ki promovirajo lepoto, mladost, spolno zdravje, in to zelo vpliva na in na mlade odrasle in na starejše, kako gledamo mi na starost in na starejše ljudi. Se pravi, starejšim lahko že samo ta promocija po medijih zbija neko samopodobo, zbija neko samospoštovanje. Posebej so občutljive oziroma izpostavljene tovrstnem starizmu ženske, ker se jih seveda sodi po njihovem videzu in lepotni standardi preprosto zahtevajo nek mladostni videz. In zato ravno te vidni znaki staranja, kot so gube, sivi lasje, pogosto se te značilnosti pripisujejo z neko socialno vrednostjo posameznika. In zaradi povezave med lepoto in mladostjo ženske izgubijo to socialno vrednost s tem, ko se postarajo. Zaradi tega, ker je starizem zelo ukoreninjen tudi v lepotnih standardih. Tudi starejše ženske so v študiji poročale, da tiste, ki so bolj doživljale ta starizem, bolj ga zaznavale, so v svojem življenju poročale tudi o nižji samopodobi, slabšem psihološkem zdravju, kar je na dolgi rok tudi vplivalo na njihovo zdravje. Ta slaba samopodoba, ki ravno izhaja iz tega starizma oziroma doživljanja diskriminacije, pa pripelje starejše posameznike tudi do tega, da nekako gledajo negativno tudi na svojo prihodnost. Se pravi, pomembno je, da obstaja povezava med izkušanjem te diskriminacije, ki se izraža zaradi starosti, in psihološkimi motnjami. Veliko povezave z depresijo, anksioznostjo, distresom, zaradi tega, ker soočanje s takimi negativnimi pogledi na starost lahko pri posameznika pripelje do tega, da se tudi oni sami začnejo gledati na tak način, kot je predstavljeno zunaj. Se pravi, ponotranjijo te sodbe navznoter. In ravno ta ponotranjen starizem pa je povezan še z raznimi drugimi negativnimi učinki, kot so nižja življenjska doba, slabši spomin, visok krvni pritisk, povišan srčni utrip, previsoka telesna teža. Diskriminacija deluje na ta način, da je stresor in povzroči tovrstne mehanizme pri starejših, ki jih lahko pripelje do tega, da potem tudi sami od sebe ne bojo recimo se posluževali zdravih vedenj. Se pravi, če so pod stresom, če se počutijo slabo sami v sebi, imajo nizko samopodobo, nizko samospoštovanje, bojo potem tudi lahko bolj znižali samokontrolo in se izogibali recimo zdravim dejavnostim, kot je še vedno ohranjanje neke telesne aktivnosti v starejši dobi, lahko se poslužujejo raznim pitju alkohola, kajenju, zlorabi drog in podobno. No, zanimivo je tudi, da smo v naši raziskavi ugotovili, da so bili moški
da so se pojavile razlike med spoloma, se pravi, moški so se pokazali, da so bolj staristični kot ženske, kar se je podobno pokazalo že v eni izmed avstralskih študij. Zdaj, ta pojav, da so moški bolj staristični tudi v Sloveniji, bi mogoče lahko razlagali na podlagi tega, da zaradi razlik med spoloma že v sami empatiji in pa v sami socializaciji, se pravi vzgoji, razlike v vzgoji med moškim in žensko, med dečki in deklicami. In hkrati pa so ženske tudi bolj vpletene v neko nego starejših, tudi v svojih družinah. Tako da lahko da je tudi zaradi tega to razlog, zakaj so moški v Sloveniji bolj staristični. Zdaj, te fizične in mentalne bolezni, ki se pojavijo zaradi starizma, kot so depresija, anksioznost, se pri starejših velikokrat tudi napačno diagnosticirane in odpravljene kot nek naravni proces staranja. Se pravi, te staristične stereotipi so lahko mnogokrat tudi podpirajo te razne storitve namenjene starejšim ljudem. In tako so razne študije ameriške pokazale, da terapevti, ko delajo z starejšimi posamezniki, manj uporabljajo recimo psihodinamsko usmeritev, ki je značilna za to, da je dolgotrajna, da je bolj poglobljena, in to manj uporabljajo pri starejših klientih, kar lahko vpliva na to zmanjšano vlogo potenciala za njihovo življenje v kasnejšem še nadaljnjem življenju. In ta napačna obravnava in nega starostnikov je povzročena tudi z raznimi stereotipi in ne dovolj velikim znanjem o samem procesu staranja. Zato strokovnjaki predlagajo, da je pomembno ozaveščanje o starizmu, pomembno je ozaveščanje o procesih staranja, ker so ugotovili močno povezavo med starizmom in znanjem o staranju, se pravi tisti posamezniki, ki imajo recimo bolj ustrezna pričakovanja o staranju in večje znanje o procesu staranja, so tudi manj staristični. To smo podobno tudi mi sami ugotovili na slovenski raziskavi, kjer se je pokazalo, da so posamezniki, ki so na vprašanje o tem, ali poznajo mehanizme staranja, odgovorili z pritrdilnim odgovorom, so bili tudi manj staristični. No, še ena dodatna ugotovitev pa je tudi v tem, da je starizem v Sloveniji tudi negativno povezan z izobrazbo, se pravi, bolj izobraženi ljudje so načeloma manj staristični. Zdaj, za konec, da zaključimo na neki pozitivni noti, bi pa rada povedala, da smo ugotovili, da nismo Slovenci se izkazali za staristične v našem anketnem vprašalniku, kar se tudi sklada z ugotovitvami, ki smo jih slišali prej pri profesorici Lahe. Tako da to je nek optimističen pogled na Slovence, ampak me pa zanima, kakšno je vaše mnenje in vaše izkušnje, kako vi doživljate ta starizem. Hvala za pozornost.